Drugi vikend v juniju v Kamniku že po tradiciji potekajo srednjeveški dnevi. Tako kot vsako leto je bilo težišče dogajanja v starem mestnem jedru in na Malem gradu. Vsi vi, ki ste se v naš starodavni Kamnik namenili, in posebej še gospe, gospice, mične gospodične, žlahtne dame in kar jih z vami je se pot do sem zagvišno niste zmogle same. In še več, zakaj se mesto kaže v stari viži, nam zbliži žlahtni naš župan spregovore, kateri so kršeni na svetega Marjana ime. Na današnjo soboto, ko začenjamo tradicionalne srednjeveške dneve, smo se zbrali tukaj, da spet podoživimo našo tradicijo. Kamnik je znan kot srednjeveško mesto, kakršnih je sicer v Sloveniji še nekaj, pa vendar je za nas Kamnik najlepše mesto. Kamnik je mesto s tradicijo in ta tradicija mora iti naprej, moramo jo prenašati naslednjim rodovom. Zato je prav, da se spominjamo, kako se je tukaj včasih živelo, kako so včasih tukaj prebivali gospodje in gospe in pa tudi tisti malo nižjega ranga. Danes seveda to ni vse tako strogo ločeno, kar je tudi prav. Spominjamo se tudi obletnice potresa, ki je takrat dodobra spremenil podobo Kamnika in upajmo, da se to ne bo ponovilo oziroma da se vsaj ne bo kmalu kaj takega ponovilo. Spoštovane Kamničanke, Kamničani in vsi drugi obiskovalci, odpiram srednjeveške dneve in vam želim veliko dobrega počutja, veliko zabave in pa čim lepše vreme. Hvala lepa. Ob odprtju srednjeveških dnevov pa je spregovorila tudi direktorica ATP dr. Andreja Eržen. Vse posodi nas spremljata naša Veronika, ampak kaj je bilo skozi zgodovino? Ta skopuška Veronika se je včasih pojavila tudi kot ena riba Faronika. In ta riba Faronika je bila tista, ki naj bi po ljudskem verovanju povzročila ta velik potres pred 500 leti. No in zato smo se odločili letos, da naše jubilejne 15. srednjeveške dneve zaznamujemo z obema gospema. Z grofično Veroniko, ki je po legendi živela tukaj na Malem gradu, in z ribo Faroniko, ki je tudi po legendi povzročila pred 500 leti, da se je tudi Kamnik stresel, da se je zatresla oba dva gradova, in Mali in Stari grad, in sta z ruševinami potem ostala do danes to, kar sta. In kmalu se je začelo zares, najprej mečevanje.
sledilo tekmovanje Boj za Vrtomirjev prstan. Pa da vidimo, kako dobro bo šlo. Prva ovira, brez problema. Druga ovira, tudi brez problema. Zapravo. Lahko da samo, pisamo časa, pa nam je započko. In igra boj že prihaja gor do Vrtomirja. Ali bo prišel ta Vrtomir je dobila točko. S tem telesom je navstekoval po vrtu. Ampak pošiljal nas, nekaj deluje. Pošiljal ta tam deluje. Noč bi malo požadovala. Prva ni bila, ki je strela. Samo naprej in nazaj. Bomo videli, če se bo ta obrazovala. Prej smo videli 5 uspešnih nastopij. Koliko jih poznate? Tudi lažje bo, pa boš bliže in počasi. Zelo, zelo nacentirano. Vidim, da imajo izkušnje. Ste kdaj gradile piramide? Sredan je padla. Čeno? Sedaj se zdaj glavi v bitu. Daj ga! Daj ga! Zadeta je. Vsi zadeti. Zdajamo se vračati. Še eno žrca. Kaj je? 51 točkami. In tlele bi prepustil kar našemu govorniku. In ta človek, ta oseba, ki preda Vrtomirjev prstan, je zmagovalnik, ki bi morala biti seveda malce posebna. Zato imamo tukaj župana Kamnika Marjana Šarca, da bo je velika aplavz za njega. To je to, ja. Ganjen sem. Vsi so ganjeni. Hvala. Da se zahvaljuješ županu? Ganjeni smo, res ganjeni. To, s temi besedami so gospod župan bi še nekaj povedali, najbolj bi kaj kratkega najbolj. Želim samo vsem, da bi se drugo leto spet dobili v tej priložnosti in čestitke vsem, dobro ste se borili, zmagal je pač ena ekipa, drugo leto pa drugače. Čestitke vsem in hvala lepa, vielen Dank für ekipne Austrofaja. Hvala lepa. Tako! In še večerni performans. Iskali Veroniki zaklan. Toda zaman, vse zaman. Danes smo prišle, da vam pomagamo najti Veronikin zaklad in ga skupaj pravično razdelimo med ljudi. Tam se skriva Veronika, zaklad, Veronika riba, in naredi potres, potem zaklad, Veronika je pa riba, kako je to? Riba Veronika naredi potres, potem se naredi zaklad.
res? Nekega dne bo postala ženska. Ja. Kar naj ima.